Pozdravljeni, čas je za nogomet. Sliko smo v Kopru, kjer se bo kmalu začela tekma 16. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na Bonifiki se bosta pomerili ekipi domačega Kopra in Domžal. Kanarčki so na zadnjih 3 tekmah osvojili samo 2 točki in danes so jasno pod rezultatskim pritiskom. Na drugi strani pa Domžalčani lovijo že 4. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih. 4 nogometaši Kopra so zelo visoko postavljeni, krasen obrat Edomvonija, Bright Edomvoni, pa Kotnik strelja, Brani Mulalić. No, tole je bil odličen poizkus Kotnika. Vešnar Tičić za Palčiča. Palčič preprata, priložnost za Koper, gol! Bedo Suđi, Koper vodi z 1-0, 24. minuta srečanja in končno so napadalci Kopra prekinili strelski post. To je 4. zadetek Suđija v letošnji sezoni, Koper pa torej prihaja do vodilnega gola. Krasen predložek z desne strani. Bedo Suđi je še enkrat prišel do strela z glavo in uspel premagati Mulalića. Nogometaši Kopra so tako dosegli 24. gol v letošnji sezoni. To je bil 20. zadetek, ki so ga prejeli Domžalčani. Krasna podaja Mateja Palčiča, Suđi pa se odlično odzval. Ali lahko izkoristi to vrzel, ki so jo Koparčani pustili na desni strani obrambe? Jošt Pišek za Durdova, Durdov gol! Fantastičen strel Ivana Durdova, Domžalčani so prišli do izenačenja. 30. minuta srečanja, Durdov je dosegel 7. gol v letošnji sezoni. Njegova 10. statistična dobrina. Lepa akcija Domžalčanov, Durdov pa je pokazal vse svoje napadalske sposobnosti. Njegove fizične predispozicije so tu prišle do izraza. Sicer mu tudi takšna vloga zelo odgovarja. Mulalić pa tvegano in neuspešno, Kotnik do žoge. Andrej Kotnik strelja mimo vrat. Pišek. Jošt Pišek išče prostor za strel, odličen poizkus. Brani zaenkrat Golubović, nevarno odbija Mittendorfer. Edomvoni, Suđi skuša priti do žoge na mestu Janez Pišek, ki je poiskal Jakupovića. Jakupović, krasna poteza Jakupovića, ki strelja. Tole je povzročil manjšo vrtoglavico Korej, žogo mu je potisnil med nogama. Božek Vancaš. Kolobarič do strela, priložnost za Koper in preživeli so tole Domžalčani. Ja, v moji družbi zdaj ob robu igrišča še Zoran Zeljković. Gospod Zeljković, Mitja Viler je ravno kar v našem studiu rekel, da izmed obeh trenerjev boste vi tisti, ki boste manj zadovoljni s točko. Ima prav? Ja, res je sigurno, da nismo zadovoljni s točko. Nažalost spet z neke prve priložnosti dobimo zadetek, potem malo pride nervoza in pol to zgleda, tako kot zgleda. Se pravi, nismo glih v nekem momentu idealnem, moramo še več energije vlagati, moramo ustrajati in verjeti, da bomo enkrat tudi več zadeli in obdržali to 0. Ampak kar se tiče zaključka prvega polčasa, se je zdelo, da je Koper nekako v naletu. Veliko ste poizkušali. Takrat je bila prisotna ta energija, o kateri govorite. Kaj se je potem zgodilo v drugem polčasu? Imeli smo pač prvi polčas neko dominanco, drugi polčas so imeli Domžale na 10 minut, ko so nam malo držali žogo, ampak težko je pač nasprotnik zaprt, 1000 prekrškov. Meni zgleda, da igramo ne vem koliko grobo, se pravi vsak, kad se zadere, je faul, se pravi 100 prekinitev, 100krat minuta traje od gol auta in na koncu 3 minute podaljška. Mislim, da naš nogomet ne gre v pravo smer. To vedno govorim sodnikom, da treba pustiti, da se čim več igra in da oni morajo zagovarjati igro. To je sigurno en element, ki bi bilo več igre. Ampak če bo vsak gledal pri sebi, se pravi, mi se moramo ukvarjati z igro, ampak te stvari me iskreno motijo,
ne vem, kdo bo to gledal. Gospod Zeljković, hvala za iskrenost in srečno. Hvala. Ja, v moji družbi ob robu igrišča Simon Rožman. Gospod Rožman, nekako se je zdelo takole z roba igrišča, da je bil načrt v prvem polčasu malce počakati nasprotnika, potem pa ste v drugem kar hitro prevzeli tudi nadzor na tekmo. Kako ste vi videli vse skupaj in seveda koliko ste zadovoljni na koncu z osvojeno točko? Sigurno moramo biti zadovoljni, če govorimo o nekem točkovnem izplenu. Na koncu smo igrali v gosteh proti enem pretendentu za, bom rekel, naslov prvaka. Jaz mislim, da se je ta mlada ekipa, bom rekel, predstavila v dobri luči. Če pogledamo na 7-8 krogov nazaj, kako smo izgledali v samem polju, in zdaj mislim, da je en, bom rekel, dober viden napredek. Sigurno še ogromno manjka. Bom rekel, predvsem srednja zona danes, pa mogoče zadnja tretjina, še več konkretnosti. Posebej smo pričakovali, da bo ob nekem ugodnem rezultatu Koper pustil ogromno prostora zadaj in smo nekako si želeli, da do tega pridemo. Mislim, da smo imeli v drugem polčasu celo kar nekaj obdobja, bom rekel, neke dobre pobude. Manjkal je mogoče sam zaključek, ampak ko potegnemo črto, jaz mislim, da je remi pravičen. Morda na prejšnjih tekmah malce več aktivnosti v napadu, predvsem po krilih. To se nekako zdi, da je danes manjkalo, zato morda tudi več strelov z razdalje. Je bil morda to tudi dogovor, več poizkušamo z razdalje, bodimo direktni, ali je enostavno nekaj zmanjkalo v napadu? Ne, tako kot sem rekel, sigurno je zmanjkalo, moramo biti pošteni, ni mogoče žoga stekla preko obeh bokov, tako kot bi si želeli. Je bil, bom rekel, nek osnoven plan, glede na to, da oni igrajo karo in so oski v sredini, da bi čim večkrat obrnili in izkoriščali, bom rekel, te prostore. Nekako smo prihajali v neke pol situacije, zmanjkal je pa ti zadnji pas, ko bi lahko žogo pripravili do 2-1 na strani. Tako da to je bil plan, ampak normalno. Potem smo nekako poskušali obračati in žoga, ko je pristala v sredini, smo se potem odločili, ker ni bilo prostora z nekimi streli iz razdalje. Tako da daleč od tega, da bi karkoli zamiral fantom, bi rekel glava ravno. Mislim, da smo na dobri poti, mlada ekipa je naredila, mislim, da en dober progres in, kot sem rekel, za 3 dni nas čaka nova tekma. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Ja, v moji družbi še koperski branilec Franjo Prce. Trda tekma, izenačena tekma, na koncu takšen tudi rezultat. Kako ste vi vse skupaj videli z igrišča? Pa mislim, da smo prvo polovreme dominirali, poveli lijepim pogodkom, ali nažalost lako prosuli to vodstvo i drugo polovreme smo se dosta mučili. Dosta su ofenzivniji bili gosti, stvarali nam više problema i mislim da je više manje realan neki rezultat. Kaj ste nekako vi opazili, zakaj se je vse skupaj spremenilo med polčasom, v prvem delu Koper več pri žogi, v drugem Domžale, kje je nekako po vašem prišlo do te spremembe? Pa ne znam iskreno da vam kažem, izgleda kao da smo stali drugo poluvrijeme, mislim da sad imamo tjedan dana da to analiziramo s trenerom i da popravimo te stvari koje nisu bile dobre. Najlepša hvala in srečno. Hvala vama. Ja, v moji družbi ob robu igrišča Benjamin Markuš. Zdi se, da so Domžalčani, oziroma da ste Domžalčani v drugem polčasu malce več žogo vzeli v svoje noge v primerjavi s prvim. Je bil takšen dogovor v slačilnici? Pa mi smo že pred samo tekmo smo v bistvu vedeli, da bomo trpeli v fazi obrambe, tako da smo rabili tudi malo žogo zadržati. V drugem polčasu smo to tudi malo bolj izvajali, prišli v nasprotnikov 16-metrski prostor, nažalost nismo dobili kvalitetnega zaključka. Na koncu pa verjetno delitev točk glede na videno kar pravičen rezultat. Ja, mislim, da dejansko da je pravičen rezultat. Res nekih velikih priložnosti ni bilo, trda tekma in poštena točka. Najlepša hvala in srečno. Hvala.